Arik, dajmo povedati zdaj, koliko ste razočarani. Ful. Ja, verjamem. Bolj na ful ti ne morem povedati. Bolj na ful. Solze, kje so solze? Solze smo že obrisali, smo bili že dvakrat. V redu. Gospod Arik, povejte mi, ali je lik Lojzeta Če Peterleta Guevare na nek način zamrl v Sloveniji v tem porazu? Ja, lepo, da se to vprašamo. Prav lahko priznam zelo bistveno vprašanje. Daleč tega. Kje bo ponovno zaživel? Ilegali? Morda? Ne, pogled, kje bo udaril nazaj? Razočaranje nad zgubo Lojzeta Peterleta je toliko večje, zato ker jaz še vedno osebno verjamem, da je Lojze zapravi za predsednika. Še vedno verjamem, da iz kakrškolih opcij pogledaš to izbiro, da je boljše izbiro Turka. To, mislim, zguba, procenti ne bodo spremenili mojega mnenja. Jaz lahko samo rečem, da so mnogi mogoče precenili zgolj moč oglaševanja v tej tekmi in manj pozornosti dali na druge stvari, ki so konec koncev ključne v določenih točkah. Jaz se nikako ne bi strinjal z negativno kampanjo, ki je prihajala iz neznanih virov, od tako zvanih narekovajih prijateljev, ki bi naj diskreditirali Turka v njegovih izjavah. Jaz mislim, da se Turk diskreditiral že sam po sebi, da ni potrebno, da bi to krepil in te nizke udarce, te atribute vezane na Lojzetu Peterletu in dajali v culico. Na koncu enostavno moram si priznati, da je volja ljudstva taka, kot je. In da se lahko maksimalno trudiš, da prikažeš predsedniškega kandidata v vsej njegovi širini, ne samo kot politika, ne samo kot samosvojitelja, ampak kot človeka, ki ima visoko socialno čut, kot človeka, ki se ukvarja s športom, ki ljubi naravo, ki govori ne vem koliko jezikov, človeka, ki ima toliko eno bogatko izkušnjo politično znotraj in zunaj in človeško tudi, da je enostavno zrel za predsednika. Če pa to ljudstvo ne zna spoznati in ljudstvo to negira, je tudi to treba spoštovati. Živimo v takvi družbi, da je volja ljudstva tista, ki je dokončna. Koliko tega njegovega poraza v bistvu vi sami nekako prevzamete nase, če sploh? Jaz prevzamem poraz nase kot kolektiv, kot del tima, kot del svojih pogodbenih obveznosti bi težko rekel, ker primerjati oglaševanje z določenimi nastopi, določenimi političnimi potezami je minorno, če ne smešno, vsaj za poznavalce, torej ljudi, ki poznajo moč oglaševanja do moči druge besede, drugega nastopa. Za konec to me zanima, ali je Slovenija še ne zrela za tak način oglaševanja, kot se je oglaševal Lojze Peterle? On le na nek način se je predstavljal zelo z nekimi modernimi prijemi, z modernimi plakati, modernimi liki, modernimi slogani, na nek način za njegove volilce, recimo temu. Je Slovenija tukaj še malo zavrta ali se morda že odpira v neka nova politična, v bistvu, neke nove politične možnosti marketinškega prijema? Slovenija trenutno je bila sigurno precenjena v smislu, v terminu sodobnosti, torej modernosti. Niti slučajno pa nisem spremenil mnenja, da je komunikacija mora potekati sodobno. Namreč od samega začetka zagovarjam tezo, da je vsak politični kandidat, kdorkoli to je, mora nekaj razmišljati o preteklosti, mora nekaj prenašati pretekle zdrahe, zato da se dobi zaupanje za prihodnost. Zaupanje prihodnosti si bo vsak politik pridobil samo s tem, da bo zelo jasno nagovarjal generacijo, ali pa tiste generacije, ki so v prihodnje usmerjene. In teh verjamem, da je veliko. Ampak te generacije, ki so v prihodnost usmerjene, imajo zelo bistro glavo, so zelo jasne
zelo hitro uporabljajo vse komunikacijske kanale in zelo hitro izvedo, ne, da določen kandidat mogoče v prihodnost ni 100% obrnjen, ampak da je to bi rekel, ena od točk. To so te generacije, ki so ključne za izbiro in za razvoj. Ne. Tako podobne kot Jato Rib, ne, ki zelo počasi lepo pridejo, ne, ampak se hitro razpršijo v trenutku, ko spoznajo nevarnost. In vsem se govorimo o internetni generaciji, o mladi generaciji, ki prihaja, v katero je posebno zelo velik dan. Jaz imam še eno mlado vprašanje. V katerem trenutku ste vi že videli poraz, da ni izhoda? Je bilo to prejšnji teden, kakšno soočenje, je bilo to, ko so prve ankete v bistvu ne prišle ven z visoko prednostjo Tirka. Kje ste videli, da je Lojze v bistvu že izgubil? Jaz sem videl, da je Lojze izgubil danes. Nič prej. Videl sem napake, ki se dogajajo v komunikacijskem smislu, v vsebinskem smislu, ampak nisem se drzno pomisliti, da so te napake lahko tudi usodne. Mi, zelo potrdim, za vse štaba smo do zadnjega verjeli, da ima Lojze veliko šanso za zmago, zato kot rečeno smo vsi spoznali, da je tista pravega testa za predsednika. Lahko bi rekel, da je nekdo, da je on Amiš, pa da je ne vem kaj, ampak človek ima zelo bistro glavo in ima svoje stališča. Nažalost je vlekel to culico preteklosti, s katere se nikakor ni mogel odlepiti, oziroma je na predzadnjem tednu dobil še en tak tsunami iz preteklosti, ki ga je dobesedno pokosil v kolen. Hvala, Igor. Kaj če mi reči, moje sožalje, a bo kaj zmanjšal ta Ne, ma kakšno sožalje? Ne, gled. Jaz tako kot mnogi, res mnogi štabi, vključno z Lojzom Peterletom na vrhu, odhajamo iz te bitke mirne vesti. Zato, ker smo dali maksimalno v spoznavanje osebnosti Lojza Peterleta. Nažalost se še kdo drugi potrudil, da bi to razširil in zgodilo se, kar se zgodilo. Tako da na koncu vsaj zase lahko trdim, da grem zadovoljen ven, kljub temu, da ni zmagal. No, ampak vseeno zadovoljen tudi verjetno zaradi tega, ker pač za vse tisto, kar ste delali, ste tudi dobili, oziroma boste dobili pač plačano. Lojze pa vseeno ni izvoljen. Jaz bi rekel, denar mi je res minornega pomena. Mnogi sprašujejo, kako si prodal desni, pa ne vem kaj. Jaz sem v poslu pristaša tistega, da moram delati tisto, kar me pritegne. Če ne bom delal tisto, kar me pritegne, bom imel prosti čas in bom delal nekaj drugega. Tako da količina denarja bo vedno ista, ki bo prišla nekako v firmo. Vprašanje je dražljivosti projekta, ki prihaja. V redu, ne bova šla več naprej, ker mislim, da lahko zaideva v hude marketinške vode, ampak... Veš, kaj jaz trdim? Če imaš slabega klienta, moraš mu reči, prosim, pejdi. In to sem naredil z mnogimi svojimi klienti. Sem tudi trpel krizo za te, ampak rekel sem, prosim, pejdi. Zakaj? Zato, da kot štacune, eno vrečko, če imaš polne roke vreč, eno moraš odložiti, da primeš drugo, ki je mogoče bolj kakovostna in ti pripelje do višjih rezultatov. Ali pa da primeš kljuko, pa odpreš vrata. Ja, druge sobe in tako naprej. Veš, človek se mora nekako sprostiti, zato da se odpre za nove stvari. In samo nove stvari te regenerirajo in razvijajo naprej. Hvala, Igor. Hey, thanks.